Ob prvem šolskem dnevu, komentar dneva, Danko Kranjc. Prvi šolski dan, razlog za veselje ali pa tudi ne. Za marsikoga to ne bo, ker ni prostora v slovenskih vrtcih. Slovenski vrtci se spoprijemajo s krizo že nekaj časa. Ni investicij, ni prostorov. In človek dobi kar ošpice, ko posluša razne argumente, zakaj ni prostora v vrtcih. Zato, ker se je bojda dvignila rodnost. Zato, ker je nekaj več otrok, ki so dobili brezplačen vrtec in je sedaj velik vpis. Nebuloze. Potrebno je investirati. Zadnjih 20-30 let se ni veliko investiralo, zato ni prostora v vrtcih. Občinske zgradbe rastejo kot gove po dežju, tudi določene vladne in druge palače, državni zbor se obnavlja, le za vrtce se ne najde mest. Poleg tega gradimo stanovanjske gradnje brez spremljajoče infrastrukture. Vse to je tisto, kar vpliva na to, da vrtci nimajo dovolj prostorov. Pa vendar v Sloveniji so vrtci zelo dragi, predvsem za starše. Preko 200-300 evrov, ob povprečni plači pa si lahko mislimo. Poleg tega je potrebno vedeti, da je vpisanih v vrtce zgolj 60% otrok. Kaj pa ostalih 40? Naj si iščejo varstvo na črnem trgu in plačajo 2 do 6 evrov za varuško? To je mačehovski odnos do otrok, do države, tudi do prihodnosti vseh državljanov. Govorimo o demografski politiki, govorimo o tem, da bi radi mladih več, mladim dali priložnost, pa vendar v današnjem času je potrebno vlagati v otroke, v mlade, zato da se razvijajo in postajajo potencial bodoče družbe. Takrat, v tem obdobju, ko se mladi najbolj razvijamo, to je pa otroška faza, se to v Sloveniji žal ne dogaja. V Stranki mladih Slovenije smo predlagali brezplačne vrtce za vse otroke že leta 2006, natanko 3 leta nazaj. Ni se zgodilo veliko, bivša vlada je nekaj sicer povzela, selekcijsko za vsakega nadaljnega otroka od 2. naprej je to uvedla, pa vendar s tem nismo zasledovali cilja, ki ga mi predlagamo. Enakopravnost, enaka dostopnost in pravičnost za vse otroke. Ta pravica pripada vsakemu otroku. Zato so morda tudi starši, ki sedaj želijo subvencijo od občine, da si vsaj zagotovijo varstvo na pravi poti in jih pri tem podpiramo. Seveda je to gasilski ukrep. Država mora investirati v vrtce, tudi v infrastrukturo in to urediti z občinami. Ne pa, da eden na drugega prelagajo to obveznost. Seveda ne morem mimo tega, da imamo veliko odvečne birokracije in stvari, ki se zapletajo okrog dokazovanja, kdo ima pravico otroka vpisati vrtec in kdo ne. Vsemu temu se izognemo, če sprejmemo predlog SMS zelenih, brezplačen vrtec za vse otroke, sredstva pa najdemo, če je potrebno, bomo tudi s prstom ponovno pokazali, kje. Prioritete je potrebno postaviti, ne pa najprej kupovati drage patrije, pa investicije v razne falcone in razne gradbene projekte, ki se po 3 do 5 krat zvišajo cene z aneksiranjem. Take stvari je potrebno uresničiti na čist enostaven način. Preko Ministrstva za šolstvo mora država financirati tudi to področje, tako kot financira področje šole, glasbenih šol, srednjih šol in tudi fakultet. Zaposlene mora država vzeti pod svoje okrilje, občine pa naj prevzamejo investicijske stroške in vzdrževanje. Na ta način bomo to področje uredili. Potrebno si je vzeti za primer Dunaj, ki bo od jeseni naprej imel vrtce brezplačne. Zgolj zato, ker smo se znašli v krizi in ker si ne želimo, da se ti stroški lomijo na ramenih najmlajših. Pri nas pa obratno. Ljudje verjamejo, da se bodo davki povečali, če bomo dali kakšno socialno boniteto več. Sramota, na kak način smo si uspeli državljane naučiti, politiki predvsem, da bodo lepo pohlevni in čakali, da dobijo kakšno drobtinico z mize. Vedno manj. Potrebno je doplačevati zdravstvo, doplačevati pokojnine, doplačevati izobraževanje. Plačujemo pa vsak dan večje davke. To je veliko nesmislov. Država oziroma ta vlada je dolžna zagotoviti brezplačne vrtce zato, ker je to prvič podpirala tudi takrat, ko je Stranka mladih vložila ta zakon in so bili v opoziciji, so celo glasovali za ta zakon. Drugič, to so obljubljali na predvolilnih soočenjih. In tretjič, tudi minister za šolstvo je to že obljubil. Obljube je potrebno izpolniti in svoj dolg do naših najmlajših je potrebno realizirati. Ne morem mimo tega, da omenim, da je vlaganje v najmlajše možnost za razvoj, za napredek celotne družbe enkrat v prihodnosti. To je dolgoročna investicija in pomeni visoko dodano vrednost.
Če želimo biti družba, ki bazira na znanju, kar velikokrat slišimo, je potrebno tudi to zagotoviti. Ukolikor ne, se bomo pač morali mladi starši z vozički zapeljati večkrat mimo vlade in državnega zbora, če bo to zaleglo. Če ne, pa mogoče še kaj več državne neposlušnosti. Mislim, da je časa za fleksibilnost premalo. Potrebno je reči, da država želi od mladih vedno več fleksibilnosti. Pri vsaki zaposlitvi lahko se vozimo 200 km daleč, lahko živimo v drugem kraju, a vendar, ko je potrebno otroka potem dati vrtec, nimaš stalnega bivališča, vrtca ne dobiš. Takšne fleksibilnosti se več ne gremo. Čas je, da se opremo, državo pozivamo, vlado pozivamo, da te stvari uredi. Ukolikor v doglednem času ne bodo uredili področje predšolske vzgoje, pa bodo državljani morali očitno vzeti stvari v svoje roke. Civilna družba, politične stranke in vsi posamezniki, predvsem pa mladi starši, pozivam vas, da se pridružite tej akciji in da skupaj pritisnemo na tiste, ki lahko odločajo.